Včasih je bilo zelo enostavno, ko te je nekdo vprašal, kakšen avto bi bil zanj, ker si ga je večinoma že izbral in si potem samo potrdil, da je njegova izbira res dobra, pa je bil zadovoljen. Danes je pa na cestah tako veliko število avtomobilov, da je marsikdo med vami zmeden. Še mi smo včasih, ampak se zato pa imamo te avte na testu, a ne? Tole je Omoda 5. Za marsikoga totalno nepoznan avtomobil, za nekatere pa že zelo dobro poznan, ker vidim, da jih je na cestah kar veliko in tukaj je seveda cena tista, ki najprej zbudi pozornost. Po tem testu lahko rečem, da se jo zasluži pozornost, namreč ker cena je v bistvu korektna, ampak je zaradi naše zakonodaje, tukaj ne smem povedati, lahko si pa pomagamo takole. Krepko manj kot toliko prstov, če vsakega pomnožite z 10 000. Itak se mi zdijo danes vsi avti predragi, zato je v tem pogledu Omoda 5 zanimiv avto. Sploh je zanimiv s tem hibridnim pogonom, ki mu Kitajci rečejo kar super hibrid. Znajo pretiravati, ne? Ker ni ravno perfekten, no je pa marsikdaj vseeno zelo dober. Gremo po vrsti. Osnova je tudi tukaj 1,5 litrski turbobencinski motor, ki po njihovih besedah velja za trenutno termalno najučinkovitejši bencinski motor v segmentu z izkoristkom kar 44,5%. Potem sta v enem hišu zapakirana še dva elektromotorja, vse skupaj pa gre preko samodejnega hibridnega menjalnika s 3 stopnjami do sprednjih koles. V teoriji se vse skupaj sliši perfektno, v praksi pa ni ravno popolno. Kar se tiče vožnje po mestu in njegovi okolici, je težko boljše, če ste umirjen voznik. Ok, ko je baterija enkrat prazna, se motor dokaj hitro in glasno zažene, ampak se potem tudi hitro izklopi, ko je dovolj energije v bateriji z 1,8 kWh kapacitete in ta je nameščena tukaj nekje pod mojo zadnjico. Tudi ko pohodiš pedal in pričakuješ, da zdaj se bo pa začel sistem dret kot običajno pri hibridih, večinoma ostane kar lepo tiho in samo nežno pospešuje. Sem se začel že navduševati, potem sem pa zapeljal na avtocesto, pa nisem bil več toliko navdušen. Do 120 km na uro je še v redu, potem pa postane ta konstanten zvok motorja za moja ušesa malo preveč glasen, plus sama zvočna izolacija ni najboljša in v bistvu je zato hrupa malenkost preveč. Seveda, takrat sistem deluje v vzporednem načinu, torej kolesi poganjata oba motorja, da je moči dovolj, pri manjših hitrostih pa je bencinski motor v bistvu samo generator elektrike. Tudi poraba me ni posebej navdušila. Če je vožnja povsod razen avtoceste, potem je dobrih 5 litrov, na avtocesti pa hitro okrog 7 oziroma 8, če se vozite na zgornjem limitu avtocestnih omejitev. Pa to mi tudi ni všeč, da kaže v bistvu porabo samo za zadnjih 50 km. Mislim, zakaj že? Mene zanima za celoten rezervoar goriva, ampak Kitajci očitno vejo, da za nas to ni pomembno. Tudi od vožnje ne pričakujte preveč. Podvozje je nastavljeno bolj na udobno, ampak dokaj glasno priblaženje in včasih tudi deluje nekoliko neuglašeno. So pa to malenkosti, ki jih opazim jaz in sem verjetno krivičen, ker ga primerjam s še enkrat dražjimi avtomobili. Ker včasih pozabljam, kaj vse dobiš tukaj za svoj denar. Yeah, we rock the party non-stop like this. Oprema je praktično popolna, sicer gre za umetno usnje, ampak sta sedeža precej lepa, pa prezračevana in ogrevana, Sonyjev audio sistem lepo špila, tudi DAB dobro deluje in klimatska naprava ravno tako z normalnimi temperaturami, kar je vse prej kot pravilo pri kitajskih avtih. Dizajn je modern, zaslonasta lepa in velika, pa lepo povezana in tudi upravljanje je v bistvu dokaj enostavno. Še celo nekaj pravih gumbov imam, evo tukaj le, tako da se človek na vse skupaj hitro navadi. Zunanja oblika je sicer stvar okusa, nekaterim je ta futuristična oblika všeč, drugim malo manj, ampak kabina vseeno skriva veliko prostora za potnike. Je pa prtljažnik nekoliko manjši, 360 litrov ima, zato je pa tukaj na zadnji klopi prostora res veliko in tudi dno na sredini je v bistvu ravno, zato je sploh kul. Zadovoljen sem tudi z izdelavo in izbranimi materiali, zato se moram vrniti na začetek, da potrdim, da v bistvu res dobiš veliko za svoj denar. Sicer ni vse perfektno, kot sem povedal glede motorja, porabe in voznih lastnosti, je pa dovolj dobro, da si zasluži vašo pozornost.